Mm. In prav, lep pozdrav. Ja, danes malo o davki, kaj se dogaja v kriptosvetu in regulatorji v bistvu kako reagirajo na vse skupaj. Zdaj, govorim o Ameriki. Zdaj, a bojo stvari prišle k nam ali ne, je vprašanje. V Evropa se nekoliko drugače odloča od Amerike. Vendar je morda to za nas pomembna novica, in sicer gre za regulacije glede obdavčitve določenih kriptovalut, ki zdaj razlog, zakaj naj bi bile obdavčene, pa je v tem, da niso varne, in med njimi se je znašel tudi Hex in je med prvimi. Zdaj, zakaj gre? V bistvu Hex je CD, torej certificiran depozit, nekaj podobnega, kakor je v bankah. Banke imajo te certificirane depozite. To je pač njihova blagovna znamka. In banke, zdaj razlika med Hexom pa med bankami je dve razliki bistveni sta. Eno je, da je Hex decentraliziran, kar pomeni, da sem jaz lastna banka, če vlagam v Hex. Druga razlika pa je, da da imam jaz nadzor, druga razlika pa je, da Hex nima zavarovanja, medtem ko bančni depozit ga ima. To je razlika, zaradi tega želijo v bistvu tudi te kriptovalute, ki tega nimajo, pač obdavčiti, ker je recimo za ljudi velik riziko. Vendar vsak, ki gre v to, se tega rizika mora zavedati, a ne. Zdaj, kaj to pomeni? Recimo, če vi date na bančni depozit na banko, ne veste, kako se bojo regulatorji ali pa banke odločile, lahko vidite ta denar še kdaj ali pa tudi ne. Če se zakoni ne spremenijo, potem banka garantira do 100.000 evrov, da če se karkoli zgodi, gre banka v bankrot ali karkoli, dejansko vi lahko dobite nazaj do 100.000 evrov več, ne, a ne. Zato se ljudje odločajo, če imajo bančne depozite oziroma pač denar na banki, da imajo več računov, če imajo več kot 100.000 evrov na računih. Pa tudi ležernine se zaračunavajo, če imate več denarja na bančnih računih, tako da se ne splača imeti velikih vsot na bančnih računih. Zdaj, pri Hexu je tako, da vi Hex 100% dobite nazaj. Zdaj, jaz sem to preizkusila, dobite tudi vse nagrade nazaj v obliki Hexa. Hex, ki ga vi kupite, se izniči, se skuri in postane derivat, torej T-share oziroma delnica. In to pomeni, da tisti čas vi, ko vložite, nimate Hexa kot kovance, ampak jih potem denarnica nakuje, to je Black Hole, mislim, da se imenuje ta denarnica, nakuje ta denar zopet oziroma kovance, zopet nakuje in jih vi dobite potem v obliki izplačila. En zelo velik problem je cena, ker jo OG dampajo. Eden od OG-jev je tudi Richard Heart, ki ima 80% lastništva teh prvobitnih kovancov, zelo podobno kot Satoshi. Satoshi je po mojem mišljenju skupina ljudi, ki ima nad Bitcoinom, nad prvotnimi kovanci, tistimi ki jih ima največja denarnica, ki jih ima. Jaz mislim, da to skupina ljudi, ki še vedno deluje in se lahko enkrat odloči, da bodo dali te kovance na trg, prodali, kar pomeni blazen padec Hexu oziroma Bitcoinu. Isto je s Hexom, no, zato malo mešam, ker Hex je kopija Bitcoina dobesedno, s tem, da naj bi imela neke izboljšave, kakor ta, pa pač, da deluje na Ethereum omrežju Hexa, ne.
Zdaj, Heks je problematičen, ker vsake toliko časa nekdo, ta prvobitna, prvotna denarnica, ki ima največ heksa, proda. Proda v bistvu pač določeno vsoto kovancev in takrat gre cena drastično dol. Čim malo zraste, se spet zbije in to gre na rovanš oziroma pač to najbolj ustreza velikim vlagateljem to. Sem že večkrat povedala, zakaj, ne bom ponavljala. Tako da z tega gledišča ljudje nočejo hoditi not v Heks, tega se izkušeni vlagatelji zavedajo in ne želijo vlagati v takšno sredstvo. Zato mene malo skrbi, pač jaz verjamem, da Heks bo uspel dolgoročno, če se bo skupnost spremenila. Če bo več ljudi prišlo noter in bodo pač delali tako, da vlagajo, stejkajo, ne prodajajo preveč teh kovancev, potem se bo stvar dobro iztekla, drugače težka. Bo težka, bo zelo težka. Ampak pustimo se presenetiti, jaz imam stejke bom pustila definitivno do konca, imam tudi precej 15-letnih stejkov, tako da to bom videla čez 15 let, lahko da bo šel cena Heksu dosti gor, je zelo možno in pač bom takrat zaslužila za vse izgube za nazaj. Je zelo možno, tako da to, kar sem naredila, bom pustila, novega ne bom vlagala, razen v primeru, da bi recimo Heks zelo padel, skoraj na nično, to se zna zgoditi. Takrat pa po mojem bi ga kupila, ne vem, bom videla takrat in ga bi verjetno tudi vložila za stejkat, oziroma odvisno, koliko je T-share, ker T-share gre pa skozi gor. Skozi gor. Zato veliki vlagatelji še vedno dobro služijo na Heksu, kljub pač nizkim cenam. Dobro služijo. Zdaj v bistvu samo za Zen bi rada omenila, če vas zanima, pojdite moje video pogledati. Jaz mislim, da se splača. Zen je, odkar je ustanovljen 2 meseca, je prehitel čisto vse kripte do zdaj, vse rekorde je podaril, dobesedno je kopija Bitcoina, s tem, da če jaz čisto vse videe Jacka Levinja poslušam, gledam, ker me izjemno zanima, ogromno se učim od njega in hvala Bogu se mu da postavljati vprašanja, in vidi se, da človek ima pojma dosti o finančnem in svetu, kako finančne stvari potekajo, in pa tudi o monetarnem sistemu. Očitno razmišlja v pravilno smer. In tudi jaz zelo podobno razmišljam kot on in se mi zdi, da ima Zen dosti prihodnosti. Super je to, da je brezplačen, plačate izključno transakcijo na katerikoli mreži boste Zen kovali. Mreže so Ethereum, omrežje Proof of Stake je izjemno drago, vsa ostala omrežja, na katerih je zdaj 12 mrež, na katerih je Zen, pa so zelo poceni in se zdaj splača. Se pravi, še kakšen mesec bojo bonusi, potem teh bonusov ne bo več, se bo splačal, pa tako pravi Jack Levin, kakšnih 8 let se sigurno splača kovata, pač vsake toliko časa, kakšno denarnico narediti, ko padajo glejte na to, da so transakcije čim nižje, nekateri ljudje so ogromno zgubili, ker so imeli fobijo in so šli noter takrat, ko so bili fiji ogromni, so mislili, da morajo biti med prvimi, ampak tukaj ni toliko pomemben, kdaj greste noter,
ni to pomemben, bolj je pomemben, na koliko časa vi kujete in če boste dali stejkati, na koliko časa boste stejkali. Jack Levine pravi, da povezuje vse mreže, razen Luno. Na Luni tega ne bo naredil, zato ker je ogromno ljudi izgubilo tam denar in ne podpira te mreže in tega kovanca, stablecoina. Pravi, da če kdo želi, lahko vzame kodo od Zena, je odprta koda, da se jo kopirati, pa naj naredi za Luno. On pa se ni odločil. To je fair, pa v redu. Zdaj, kako bojo stvari delovale, bo čas pokazal. Za enkrat odlično kaže Zenu, odlično, in jaz se trudim čim več v bistvu Zena pridobiti, ker mislim, to je moje osebno mišljenje in ni finančni nasvet, ne temu slediti. Jaz mislim, da bo to enkrat sredstvo za plačevanje, da bo to enkrat postal denar, zelo možno, da bo zamenjal veliko kriptovalut in še zraven fiat valute. Je zelo, zelo možno. Jaz ko mislim, ker vidim, da gre zadeva v pravo smer, in da je dejansko decentraliziran. Zdaj bi še mogoče Pulse Chain. Pulse Chain bo definitivno proof of stake, ne bo proof of work in bo kopirana Ethereum, osnovna mreža proof of stake. To je sigurno, to smo pričakovali in zdaj je Richard Heart to tudi potrdil. Mene žalosti to, da ta Hex skupnost, to so pač posamezniki, ljudje, ki so bili na začetku meni super, zdaj mi niso več tako všeč, so šli tudi v tožbo zaradi teh davkov, ker se čutijo opeharjene in nočejo, da regulatorji obdavčujejo Hex, in tako da Hex se bo zdaj znašel na sodišču v Ameriki. Kaj se bo z njim dogajalo? Lahko da bo to za njega super reklama, pa da bojo šli ljudje noter, ali pa da se bojo od njega odvrnili stran, tako kot se od drugih kriptovalut, ki so tudi na podoben način na sodišču. Tako da Zen jaz vidim, pač neka priložnost, ki jo po mojem ni za spustiti, to se sami odločite. Pač vam predlagam, da mogoče eno denarnico poizkusite, tiste $2 daste za transakcijo, eno denarnico, boste imeli po moje dovolj. Na drugih mrežah pa bom tudi, jaz bom danes šla, v bistvu danes sem se odločila, ker je nedelja, grem na druge mreže in pač bom videla, kako to gre, in če bo treba, bom objavila tudi mogoče kakšno novico za vas. Zdaj za Pulse Chain bi še to povedala, da mi je grozen to, da je zelo centraliziran. Ethereum omrežje je vedno bolj centralizirano, Vitalik prodaja svoje izvorne Ethereume in dam pa v bistvu tudi ceno, in v glavnem to ni najboljšo, on ima največ kovancev Ethereum, teh izvornih, in vprašanje je, kako bo s Pulse Chainom. Jaz nimam nekih prav pričakovanj glede Pulse Chaina, ker je še bolj centraliziran, kot je Ethereum omrežje. Tako da bomo videli, kaj bo. Bi opozorila samo to, ne se zagnati na začetku, jaz sem to naredila napako, ne počakajte, jaz bom počakala kakšen mesec, da se stvari umirijo, da vidim, kam gre stvar, kaj bo, šele potem bom dajala svoj denar, ker ga ne želim več zgubljati, ker sem ga kar dosti za tele šole dala, precej, ne. In ugotovila sem, da se ne splača hiteti.
Ne splača se, ne. Zdaj, kakšen ta coin, kot je recimo Shiba Inu, sem bila med prvimi, ki sem kupila taka stvar, ki je meme coin, v bistvu se splača, če dobro dela, ali pa Dogecoin. Zdaj, Dogecoin je podprl Elon Musk in je naredil zdaj tudi lastno mrežo. Doge mrežo, tako da zanimivo, jaz nekaj sem ga kupila za vsak slučaj, nekaj malega, ne, pa če so take stvari, res ne vlagam zelo velika, ne. V Hex sem vložila precej v bistvu in bom morala zdaj Hex v bistvu, tisti, ki sem ga zdaj, ki sem imela izgubo, sem ga zamenjala za Hedron, zato ker dela boljše, je pa pač to so, je treba paziti, no, pač paziti je treba pri teh zadevah. Hedron dobro dela, zelo zanimivo mu gre in mislim, da ima Hedron kar dosti dobro prihodnost, a ne. Ja, to je to zaenkrat, lepo bodite, fajn se imejte, pa se vidimo pri naslednjem videu. Moram vam povedati še glede varčevanja, DAI, USD in USDC-ja, kaj je novega.